Ok, pa začneva. Midva smo se seveda že zaklepetala, tako kot vedno. Zelo sem vesela, da si prišel v naš studio. Konrad Pižorn, ki je pred kratkim postal zasavc. Ja, pred kratkim bi človek rekel, da je to že kar z eno težko kilometrino, jaz rečem temu, dobrih 5 let. Lepo, pol desetletja, a ne? Ja, pol desetletja sem že tukaj, tako da v bistvu moram priznati, da se počutim že kaj doma. Je lepo tukaj, si zadovoljen? To moram pa ena stvar res povedati. Ta prva stvar so rekli, ti už pogrešal hribe, ker si iz Gorenjske. Se rekel, kaj pa vem, ta prva pot, ki me je peljala na Primskovo, druga pot je bila seveda v neke druge hribe in tako naprej. Tako da v bistvu vsi, ki sem delal iz vrha dol, se rekel, pogled, a tle ne jaz kaj pogrešam. Ta prva varianta, ki je bila, sem delal tega, kaj že rokometaša 30-letnico iz Trebanga. Evo tega mislim, da dol padeš. Ne. Tako da veliko več hribčkov, kakor pa pri nas. Sicer pa iz Preddvora, pa iz Kranja, iz tega območja, ne? Ja. Kaj bi pa rekel, kje se bolj počutiš? Zelo težko, ker sem en tak, bi rekel, fleksibilen človek, kamor pač prideš, tam si, ali variante taka, da imam zdaj, recimo, malo sem nastopil že za sabo, malo more, da rečemo, da govorimo že v 5-mestni številki. In kamorkoli prije se moraš počutiti kot doma. Tam je predstava, tam je tole, tam so ljudje, takoj probam se hitro vklopiti, nimajo oni nobene možnosti, da kaj govorijo, večinoma govorim jaz in to je zgodba. Tako da pridemo kar hitro na valovno dolžino, da smo skupaj, težko rečem, Preddvor mi je bil krasen, zdaj me Zasavje lepo, vmes nisem nikjer tako kaj stanoval, da je bilo kaj drugod, bili smo bolj doma, silam prilike samo ujeti, ampak seveda zdaj pa uživam. Skratka, človek zadovoljen. Super, ni nobenega problema. Če takole naprej bo kar do konca tako. Odlično. Vsakič, ko govoriva, se mi predstaviš malce drugače. Kaj si? Kondi, Konrad, Podrepnik, Švejk? Lej, to je zgodba zmeri ta varianta, da v bistvu o čem govori. Tle greva na splošno v gledališče, potem rečejo, da sem in Švejk in Talik, zdaj se ne bom spomnil vseh in tako dalje, ampak zadeva je taka, da v bistvu sem Konrad, večinoma iz Gore Oljke, ker izhajam, to je iz Savinjske doline po očetu, so vsi Konradi, vsi Pižorni, družina poje Konradi, tako da sem bil prav presenečen. Vsi so potem preimenovani v Rado, jaz sem pa v bistvu potem na koncu srednje šole ali v gledališču v Prešernovem, ko sem ga zajadral, ker se mi ni dalo učiti, prišel do tega, da so me imenovali pa Kondi. In takrat naprej pa neverjetno je pa potem, kakor en, bi rekel, človek, tak umetniško ime, glumač, Kondi. In potem se je pa to kar pariralo. Tako da sem karkoli rečem. Že celo življenje igralec, ampak oče je želel, da bi bil električar. Lej, ne spominjaj me tistih časov, ker je bilo tako simpatično. Ja, lej, moj oče je bil fantastičen človek, enkraten, ampak ko je slišal za gledališče, je rekel, tam so samo K, pa samo pijača in tako naprej, in tam so samo gaserje, to ni noben del. Ti moraš biti električar, ker je najlepši čar je električar. In so rekel, krasno, veš, da bom. Sem šel v srednjo šolo, sem mogel za električarja, tam se mi dali, če sem šel v Prešernov teater, sem mogel iti na elektro, faks, tam sem naredil sam en kolokvij, naredil sem izpit za čoln, naredil sem latinsko-ameriške plese, naredil sem to, ono, tretje, marsikaj. Električarja pa nič. Tako da sem v bistvu prvo stvar, ki sem naredil od električarja, jata rekel, ne grem eno razdelilno ploščo, demontirati in sem zgrešil bajto, sem še čist nekam drugam, ki sem je že štrom in sem potegnil čisto eno drugo stvar dol, vse žice preč, a to jaz dan pa nesem, sem mislil, da imam ubol. Oni so bili brez elektrike z malimi otroki, gledajo tam, čakaj, kdaj bo oče prišel. In je bila varianta taka, da v bistvu, ko je pa videl, s kjere bajte sem to prinesel, sem jim sklopil dobesedno štrom, vse žice ven potegnil, tako da je mogel na nov oče delati skoraj 3 dni. Od takrat naprej je rekel, ne, boš ti doma, bom raje skodil. Se pravi, zelo kratka karijera električarja. Kratka. To je bila kratka, se pravi, semester. Ampak bistveno daljša pa igralska. Igralska kot doba, da, kot akademija pa skoraj majčkeno daljša. Recimo, malo po prvem letniku sem jaz zapustil akademijo, pač takrat sem bil poročen, prišel je otrok, bila je druga zgodba, bil sem študent pri profesor Jamniku, Tonetu Paršaku, moji sošolci so bili Iztok Mlakar, Roman Končar, Bernarda Omanova, Violeta Tomičeva, brez krasni letnik, fantastični ljudje, Barbara Hink, Samobor je bila naša režiserka,
prav v letniku. Pred nami seveda so bili ti krasni Svete, pa ti Janez, evo, gre. Leta, tako da v bistvu, kaj sem bil, zelo dobro sem se počutil na tej akademiji, pa pač nisem šel do konca, tako da sem edino stvar, kar sem organiziral, je bila odbojkarsko tekmo, v katerem je bil ta največji podajalec Uroš Maček, pokojni, žal, res moj zelo dober prijatelj iz Litije, ki v bistvu, kaj sem bil, imel meter cvancik, tako da v bistvu smo bili res prijatelji, sploh nekaj govoriti, res krasen letnik, tako da tam je bilo potem tista zgodba, da smo to varianto potem zaključili in pa smo pa rekli nič. Pa sem šel pa privat vode. Kako pa izgleda prijateljstvo med igralci? Jaz, kadar sem v takih krogih, to sploh ne veš, kaj je res, kaj ni res, če ti en reče dober dan, greš ven pogledat, če je sploh dan, pa je vedno tako? Ja, bom res odvisen zdaj, kako je, od kakšen tip igralca je, recimo večinoma da. Tako da zelo težko rečem, da temu ni tako, ker kjerkoli smo se res na ta način pogovarjali, se je mogel biti zelo, zelo skoncentriran. Recimo enega tazga imamo tukaj v Zagorju, ki ga dobro tudi poznaš, seveda, ki ne veš nikoli, kaj te bo vprašal, sem manj pa kaj ti bo odgovoril. Tako da moraš dvakrat razmišljati, kaj boš odgovoril, da boš pa videl, na kva bo spet vprašan. In to je tista stvar, ki je problematična. Igralci pa isto, odvisen, kjer ga dobiš. Drugače na odru pa ne. Na odru smo bili pa kolegi. Kaj pa igralci, a znate postaviti doma to igralsko sfero? Ali tudi doma se malo zaigra, poheca, a ste skozi tako v nekem igralskem šusu? Ja, jaz sem skozi, no, jaz moram priznati, učinka za druge, moram reči, da jih polovice skoraj da ne. Moram res priznati, oni izklopiti kot službo, pač ne, da jaz nočem izklopiti, ampak jaz mislim tak sem in jaz igram sam sebe in tudi kot sam moram priznati, da probam ustvarjati. Ne maram, da je to čista zajebancija, ne maram tudi žena, da recimo, da skozi neki hec na hec, vic na vic, ker vic, jaz temu rečem. Je fajn, da je tudi malo življenjska, da se malo pogovarjava, mož pa žena morata pač tudi te stvari gojiti. Drugače pa velikokrat uporabljam te dovtipe, probam pa biti z dovtipi, ne z vici. Imam zelo veliko prijateljev, ki zelo hitro začnejo potem dolge vice na 2 ure, pa potem, da se vmes malo skupaj reče, kaj sem že hotel povedati, da ne veš, kva bi rad. Tako da raj rečem, če se le da kratko. Vic, humor, crk, gostilniška varianta. Je pa treba biti tudi psihologa, ne? Kdo kakšno foro vzame, komu je kaj smešno, pa tudi v katerem trenutku je neka šala ok, v nekem trenutku ni. Ja, zelo hitro se ti naredi, da moraš imeti oči od zadaj. Kdo je za tabo? Kdo je tam zraven? Kam prihajaš? Recimo jaz res veliko nastopam, se nam zdaj že okoli 2000 nastopam za te privatne žurke, kamor pridem in v bistvu moram spoznati ljudi. To pa zaradi tega, ker ta je cerkven, on je partic, ta ima ene druge hibe, ta ima tole, ta se zna pohecati, ta je resen. Recimo se me naredil na enem nastopu, da sem prišel, ko on ni vedel, Slavljenc sem prišel noter, on se je nekaj poniknil in sem, kje je zdaj on, ki je mojega brata Stepo, kje je on iz Kamnika, pa bi se rekel, daj povej, kaj stlele, čez telefon, in tako Te kar nekaj jaz prijem, ki je odzadej za mizo, ki je on gor ostal, ki me je on priklopil, res v ramo, da sem padel noč za mizo, tako da so ga hitro umirili. Potem sem pila cel popoldne in cel večer, sem je upravičeval, nisem vedel. Bil je pa res težek met in jih je to, včasih bili te lojtrni vozi, zagrabil lojtrno stranico, pa jih je tepo gor na Kamniškem gradu. Kaj se ti lahko kaj takega naredi? Potem so bili variante, da so z Janezom Doliranjem enkrat napovedovali invalide, ker jih je bilo kar nekaj na vozičkih in prva zadeva, ki je on scenarij pisal, so bili varianta, da je bilo večinoma teh stvari o nogah. In ko so se zavedla, na sred predstave, na sred stopa, so ustavili, mislim, čist spontano, far dol, na novo hitro na brzino, med glasbo nekaj noga napisati. Vse ti naredijo res take stvari, da je za crkve. Ne hotel, včasih pač enostavno ne razmišljaš. Največkrat ne hotel. Zato gledam res na to, da se pogovarjaš, kaj imaš pred sabo. Recimo ti si ženska, krasna, mladostna, ustvarjalna, ampak si pa inteligentna. Če imaš eno drugo, ki je malo recimo s kmetov, z vasi, je treba drug pogovor ustvariti. Razumeš, se vremo v zemeljsko hajdejo, v škidijova, razumeš in tako dalje. Tako da tudi to je ljudem zelo všeč, no, da se mu ti približaš. Nikoli ne maram, da se oni meni. Čeprav se zelo hitro pride, nasploh zdaj po teh nadaljevankah in tako naprej, ta zavad.
čist drugačna, kot je bila pred letom 2000. Ja, televizija naredi verjetno tudi svoje. Ne? Gledališče je pač ena zgodba, tudi določena baza ljudi obiskuje gledališče, določena sploh ne, medtem ko televizija je pa bistveno širši spektra. Ne? Je pa problem, ki nastaja, tudi pa lahko rečem, sem zelo jezen, recimo, lejte, imamo polno nočnega programa, ki je neizkoriščen, polno časa zdaj čez poletje, ko ponavljamo sam Home Alone, razumeš, je cel december, razumeš, zdaj imam tega, kaj je že prenašalca 72, se ne veš, ali pa pri poročilih iste face. Gledališke predstave, ki so pa že v zadnjem cajtu skoraj vse posnete, zelo dobre, pa prenaša samo 1 ali 2 VTV, mislim, da je Velenje, pa kmalu fertik, ampak to je gledljivo, to je igran program. Seveda, da je predstava kakor tako dobro. To se pa ne dela. Tukaj sem pa malo jezen. Je pa to problem, ker se je videl prej, ko smo bili v teatru, se predstave niso snemale, so bile samo fotke. In se kar pozna, da so tiste predstave zelo hitro šle v pozabo. Ja, tudi fajn je posnet že zaradi lastnega arhiva. Tako, tudi če to ni tako kakovosten posnetek, je pa vsaj arhiv. Tako da. Dela. Sploh ne vem, kje smo ostala. Pri snemanju. Pri snemanju in pri televiziji. Kaj sem hotela vprašati, a je bilo kdaj na ulici, da so za tabo zavpili Podrepnik, gospod Podrepnik, iz TV Dober dan je to, ne? Zdaj, tako ti bom povedal, če čisto odkrito povem, se bo zdelo to samopašno, samovšečno, samozadostno. Dragi moji, zadeva je, da je, mislim, da minilo od zadnje ponovitve uradne, leta 2003, se pravi 23 let. Reče, 24 let je pa že taka doba, ki bi mogli pozabiti. Zdaj te srečujejo nove zgodbe, ne samo, lahko rečem, cela Slovenija, sploh Primorska ali Štajerska, da ne govorimo o Prekmorju, sploh te ruralne okolje, te vaške skupnosti in tako naprej, tudi mestna, v Ljubljani in tako naprej, to je zasrkano. Sem hodil z Vlado tam Novakam, veste, da je to peteljini zajtrk, malo pred tem, ko je on to delal, sem hodila po Mariboru, najbolj jezen, ko so me, lega, je tu, in je bil jezen, ker v bistvu so me poznali, in to je nora zadeva. To je toliko tega, s to nadaljevanj, ko sem pa res, to smo pa zadeli alterno ali nekaj drugega, ker takrat vem, ko smo to varianto snemali, ker me zdaj vsi vprašajo, ne, da je pa, Pižoran, ti bi si lahko to sam plačal določene stvari, to je pa narjeka peška od teh nadaljevanj. Lejte, mi smo podpisali zgodbo, da ničesar ne bomo dobili. Seveda je bila pa dogovor z producentom, ko so rekli čisto enostavno, lej, to ti bo prinesel tako slavo, če te dobro naredil, da boš od tega živel lahko. Ne boste vedeli, de facto res. Midva sva z Lucijo Čirovićem, imela kar je veliko teh nastopov, in to, mislim, da je okoli 100 predstav, Fata in Podrepnika, sprejem v službo, pa take skeče, še dolg potem sva mi da to nastopala s temi stvarmi okrog. Tako da de facto res, kamorkoli si prišel, je bilo tista stvar Podrepnik, TV Dober dan in to je bilo nekaj neverjetnega. To pa za mene fenomen. Je pa tudi to en dokaz, da ni vse v denarju, da velikokrat se drugače obrne, da veliko je trdega dela, garanja, zastonjskih nastopov in podobno, da prideš do neke točke, kjer pa lahko potem tudi računaš. Pa še takrat vedno verjetno pridejo situacije, ko narediš kaj za eno večerjo, bom rekla, ali pa kaj takšnega, ne? Pa če moraš biti malo pameten, recimo, da to zmeri, tudi nastopi, ki pridejo, imaš ti ceno? Ne, nimam, jaz se resnično nimam. Rečem, recimo, prost, če je to za enega, ki je revež, zakaj mu ne bi šel zastonj? To je tisto, kar si prej rekla, recimo, ko sva govorila, nekomu nekaj ali pogori, nekdo nekaj rabi, nekdo bi nekaj rad naredil, nekdo nekaj za sebe naslavlja naredi, pa ga vidiš, da je rad bi naredil iz srca, pa bi mu rad pomagal, evo tega, na. Ampak v bistvu imaš pa po drugi strani pa bogataši, ki pa hočejo blazno izkoristiti, ne? Zelo hiter. Pa imajo narjeka peška, ampak od njih pa ne bo padla, ampak tudi te pa zelo hiter izkoristiti. Tako da moraš paziti, komu greš, pa komu ne. Ampak vedno, ko pa greš, je pa to nekaj novega se naučiš, nekoga novega spoznaš. Lej, pravi, da gre reklama najboljša od ust do ust, to je čista resnica. Tam, ko jih spoznavaš, če si dober nastop za njih naredil, videli so moj nastop tam gor pri Farfrau, pri Moravčah. Seveda, 4 so prišli na Matejno vizitko, dajte lepo. Pa vse skrb nič, ko samo eno življenjepis od nekoga sem na smešen način ali drugačen povedal. Včasih smo delali litanije, pete litanije, razumeš, zdaj pa delamo te pesmice za te slavljence.
če je to ta zgodba. In so bili izredno zadovoljni. Se pa moram priznati, da rabim pa 3-4 dni za vsega posamezno, da se o tem lahko pogovarjamo, da ga potem zadanemo srčico. A veš, hočem ga spoznati. Seveda potem tako imam že avtomatično na vprašalniku napisano, takoj bom to zavrgel, nihče tega ne bo videl. In res je to. Tako da ta varianta. To je čisto samo zato, da spoznaš človeka. Samo zato, ampak res. In ko prejšnja, ja pa odkje pa to, pa kako, če kako pa je to videl, kdo pa, a veš, potem pa samo okoli gleda, a si ti povedala, a je ta povedala. Mislim, to ni nič važno, da imamo nastav. Pa sej, a tudi ni to neko spoštovanje do človeka, k kateremu prideš, da prideš pripravljena? Ne? Ja, ne, to je pa 100%. To pa zmeri, to pa moram priznati, da do danes potrkati moram, da resnično se pravim, 3 dni najmanj, ker sem eno vprašalnik, ki je dolg 4 strani, da se v bistvu te stvari začneva pogovarjati, kaj pa, kako pa, da spoznam od tega, kako se oblači, a gre na morje, a je tole, a je ono, koliko ima otrok, seveda, ko priješ tja, da potem veš, kam si prišel, koliko ima otrok, v katero sfero gre. Recimo se naredili, da smo govorili, da je ločen, ti kako pa kaj žena, še bolj problemi bi bil kakšen udovc, a razumeš pa zganoga, ti ženeš na WC mogoče? No, se ravno to sem hotela vprašati. Napak. Koliko pa je bilo? Tudi so taki kiksi, včasih se zmotiš, imaš veliko ne? Jaz nimam tega, zaradi tega, ker imam v zadnji vprašalnik in ta varianta se toliko prej pripravljam, tega nikoli nisem imel, sem pa slišal od kolegov. Seveda, bolj hiter govoriš, bolj si, temu jaz rečem, gofla, hitrej imaš možnost, da se zatalaš, hitrej imaš možnost, da se nek zafrkneš. To so tisti problemi. Tako da v bistvu res raj prijem pripravljam, tako da to delam že od leta 90 ali nekaj. Leta 95, točno vem, zakaj je to tako posebno obdobje mojega življenja. Po ansamblu. No, pa daj nam kaj več povej, ne? Ma ne, no, to je začneva, da če ti povem, da je za mano 45 let delovne dobe igralske, od raznih stvari začeli leta 78. Da je tam pri 19 letih približno. Ja, se pravi, v srednjem šoli nisem hotel delati, videl sem tam sošolci moji zobli, en je hodil na Himalajo, en je bil državni reprezentanci za vaterpolo, oba sta imela po 400 upravičenih ur, jaz sem pa tančuzi, jaz sem odsekel, ona dva sta imela pa 3. Čakaj, jaz ne se učim, ona dva in tako se je naredil, da sem v bistvu tudi jaz rekel, kam ne pa grem, je bila ena profesor Mihajlova, mož je bil direktor Iskre, generalni Iskre, pejto prišel na teater, pa tam bod. Pridem gor, sem pa glih tole, recital slovenske moderne, to je slovenska moderna, ja, in smo tam delali to predstavo, in sem prišel tja, sem spet, rekel sem, da dobil glavno vlogo. Od takrat moram reči, da pa to računate, da je to danes predstavi Piknik s tvojo ženo, bom odigral 130. gledališko premiero. A jih imaš zapisane, da veš točno število? Aha, wow, kako sistematično. Ja, lejte, to sem pa delal, zaradi tega, ker takole nekam priješ, pa treba govoriti, ki imaš kjero premiero. Tu vidiš, da potem pa nekaj uide, pa nekaj bi rad povedal. To si jaz tudi skole, recimo, kam grem. Tudi ti si tle gor na plakatu, poglej. Ja, Neža, evo, 12:00, bodi tukaj. Ja, pa nisle gor, na drugi strani. Aha, tle si, ja. Jaz sem videl, da nekaj, da sebe ne vidiš, pa to kažeš, če ti nisem. Vse dobro, ga ne vidim tako najboljš, pa do tam ne vidim, tako da bi čist kupla. Ja, tako da v bistvu, ja, si kar sistematičen, tudi vse fotografije, tisto, kar obstaja mojih programov, imam posnetke svojih predstav. Moram priznati, da TV Dobar dan sem pogledal šele zdaj, ko sva z Lucijo Čerovičevo se v bistvu parka dobila, sem njen, temu se reče službeni dedek Mraz ali Božiček, tako da vsak december sva cel mesec skupaj in sva, resnično se imava rada in sva res veliko skupaj. Ko sem delal, imam res enkratne odnose, tako da je prav užitek to. Imam pa, se pravim, to imam pa napisano, kje sem bil kaj, no in sem dobil takrat glavno vlogo, no takoj potem naslednja je bila Molière za mlade, je bila že prva igrana vloga, to je bila pa prva, ki sva je delala skupaj z Šugmanom, z Zlatkotom, očetom od Jerneja, no in je bila varianta, da sva takrat delala oba namišljenega bolnika. No in potem so to primerjavo delali. Tako kot je bila potem kasneje, ko sem delal Švejka, v istem trenutku so delali primerjavo med mano in med Janezom Kočevarjem Rifletom, smo delali primerjavo, ker je bil on tudi Švejk v istem gledališču Ljubljanskem. No, tako da so bili nekaj, potem sem delal recimo pa Emigranta v Prešernovem teatru, kje sta je pa igrala, pa v Zagrebu, Fabijan Šovagovič, pa spečno, Fabijan Šovagovič pa še eden, v bistvu, da so v bistvu bile skozi neke primerjave.
Da nismo mogli kamero videti, nič nismo mogli po svoje narediti. Če je bilo slabo, če je bilo dobro, je bila pa že primerjava z onimi. A ne, tako da sem bil prav srečen, sem takrat postal igralec Jugoslavije, glavne nagrade v Trebinju, vse, kar je bilo mogoče, Zlata vrtnica v Sloveniji, Sterjevo pozorje, Bienale. Da izstopiš iz te stalne primerjave. Tako, ampak se pravim, takrat se šele zavedaš, odkrito bom povedal, včasih je bilo to z nagradami, zdaj pa številnim občinstvom. Recimo, ko priješ enkrat pred publiko v Domžale in imaš 1100 ljudi pred sabo, amfiteater, kulisa ljudi, takrat je pa ti. In se moraš sam poklapiti. Kakšni so občutki takrat? Kaj bi ti rečem, kakšni so občutki? Ne fantastični, mislim. To je noro. To ne moš, zelo težko ti rečem, ker je to res tisto, meni se grejo kar kocine včasih po koncu, ko tole varianto veš reči, a sto ti? Kaj pa če to ni reči, če to je drug? A veš, če to, takrat rečeš, čakaj, tu se boje. A je to res? A se moramo ščipniti, da vidim, če sem res živ? A je to ta človek? Ja. Wow, super, to je pa res super slišati. Ja, super slišati se bolj videti, še bolj pa če ten drug poje, ne da sam sebe hvališ. Ti govori, jaz sem pa ti. Ampak se važni občutek, ne? Občutek imaš pa ti, tega ti pa nihče ne more vzeti, pa nihče dati. To je res. Prej si že navrgel predstavo, da je tik pred vrati premiera ene predstave, ko bosta zaigrala s Ksenijo Hribar. Tako. Malo bo ta ženo nekaj imela zmenek z mojo ženo, tako, ali piknik, ne? Kako bo to? Ja, ne, varianta je bila taka, da ona pride k meni kupovati parcelo. Z njenim descem, ki je iz Kazahstana, pa težko zastop, in z mojo ženo in njen dec gresta iskat mojega očeta, da bojo naredili prepis. Jaz pa ona, greva pa naprej, da pripravlja prostor, vidva, kje je to, in oni dva sam prijeta, vletita in samo pišemo in gremo. Tako da v bistvu, ko to se naredi, sem jaz to igral, ko že ta tekst je že v nastajanju, moram se pohvaliti, da tukaj bo prišel na to predstavo 94-letni Andrej Lačin, pač to je Toni Karjola iz Primorske, fantastičen humorist, direktor Primorskega gledališča, človek, ki je ustanovil filmsko gledališče, človek, ki je obdržal Primorsko gledališče profesionalno, ko so Kranjska pa ostala odpadla. No in on je ta tekst napisal, ampak seveda to je tekst iz leta 80, in ko sem jaz to dobil, sem dobil Ksenijo, bila mi je blazno všeč, ko ti zdajle pridem do nje, se neko biti z mano, je rekla, bi kaj, fantka, punčko, se neko ne predstavlja. No in bi da to naredila, in so to pogledala, ta tekst pogledala, pa tekst čisto tudi krasno, nekaj nevredno, tako bi si, disi, misi, vlade, veš, vse nekaj drugega, pa bolj politično. Evo tega nam, potem sem mogel napisati in sem zdaj to odvrn, pa ne se prav, 24. junija je predstava, ko ste vi norčavi, pa to je nemogoče. Ampak sem pa videl Ksenijo, sem videl njene prej predstave, to je ta natakarica Pepca, pa potem ta čistilka Ksenona, ki so se sami nekaj dejali, potem še ta Marko Plantan. Smatram, da zna biti krasna komedija, ki smo jo hoteli narediti ne na prvo žogo, mora pa seveda biti nekaj tudi za Zasavje, za hribe, nekaj za dolince, pa nekaj za Ljubljansko nižino. Prva predstava bo kdaj in kje? Prva predstava bo 29. avgusta na Dolah nad Letijo, oziroma pri Litiji, v tlele konce skapnač, recimo čez Podkum, na uno stran dol, po levo stran, tam v Vinki. Pa ta drugo grmoje pa na desno, ne? Tako, pa priješ pa v Lovdgor, tam, ko se je seveda Oglarska dežela, to je točno na tistem koncu, tako da v bistvu veselo vabljeni, 29. avgusta in potem še 5. septembra, ko je pa ponovitev, pa na njihovem Vaškem trgu. Pa verjetno bo ta predstava še videla kakšno drugo gledališče, kakšen drug oder? Ja, 100%, tudi zdaj se pogovarjamo, zdaj že direktno s Kisenca, potem imamo tlele še Hrastnik Trbovlje. Zadevo moramo najprej sami pri sebi videti, koliko močno jo lahko naredimo. Smatram, da ja, in da je to že zdaj skar definitivno. Rešeno je pa problem to, recimo, ker drugi delajo malo poprofesionalno z raznimi gledališči, King Kong teater, pa ne vem kaj še, Gustav teater, ki prodajajo te predstave. Mi se bomo pa probali sami, ali pa mogoče še zraven, da bo kjer prodajajo predstave v našem imenu. Potem bomo pa videli, kako bomo šli to okrog. Sicer pa v tvojem svežem repertoarju tudi se odvija ena zgodba še z enim Zasavcem,
z Lovrotom Lezič, ki je tudi igralec naše rubrike, velikokrat, ki jo piše Sandi Riterjev, ste nekako postali vsi prijatelji. To je bila nora zadeva, ko sem jaz prišel v Litijo, prvi poštar, ki je prišel na vrata, je bil gora od človeka, razumeš, ki je bil širi kot vrata, in jaz se odprem vrata, zagledam njega, sem kot Lovro. Seveda, jaz sem veliko napovedoval v Zagorju, tudi godbo napihala. Jaz sem bil zelo dober prijatelj od Kojnika, Vladota, ki je ustanovta, in to se deleč taj začetki, in se spomnim tega fantiča, ko je bil še mečkano škropucalo, tako mehno, osko, a veš, ka mama, tako da v bistvu zdaj pa to res ne verjam. In je vse se dogovoriva za naslednjo predstavo, to je predstava Druga komfort, v katerem se dva hočeta transportirati iz tujine nazaj domov, ampak eden nima denarja, drug je pa politični in potem reče, najbolj fajn, da sam sebe umrem, razumeš, pa grem v Trugo, pa sam sebe transportiram domov, listek napišem, žena me ven odpre, evo ga na, dobim penzijo, dobim vse, pa je to moje. Evo tega, kaj se dogodi, ko začneva gledati, ugotovim, da je njegova dominantnost predstavlja, da no in kako bom midva to igrala, ker mora pa oba nankrat v drugi ležati. No, tudi mene ni malo, ampak sem, lahko rečem, ena ne ubeder od njega, tako da nekaj zgodi. Tako da v bistvu zdaj gruntava, kakšno drugo bo to mogla biti, a bo to zasedla cel oder, da bo to sploh odigrala. Se pravi, neki infrastrukturni zahtevki, ki jih moraš še... Bolj ta infrastrukturni, ampak potem sem pa najdel drugo svoje, ker je on nekje zdaj v službi v Zasavski ali pa Zagorski komunali, sem rekel, tu događamo pa drugo skopal, ko sva se spomnila na neko to tam opije, ne, maratonci tečejo časni krog, sem šla pa na pa grob, pa skopal, kako to. Te jugoslovanski filmi imajo kar nekaj materijala, ki se ga še da sem zelo hiter, ampak je pa druga zadeva, če si opazila, da je zelo malo ljudi, ko začetek je bil tak, da so posnemali. To je bila audicija, ki so jo začeli igrati v slovenskem prostoru, ki je prišla iz Bosne, gor se je prišla z Đurotom, smo se glih to pogovarjali potem, kako je to, ampak drugače pa igralci v Sloveniji, tudi če gledaš recimo te zdaj zelo glasne stand-upe, ne pozložujejo tega. Tako da v bistvu teh predstav, kot so standardno, ne, tudi, če ne vem, ko je živel, Doli Bell, se koseča Doli Bell, ker imam ti zelo glasen tekst, svakim danom svoj više napredujem, nihče ga ne uporablja. Razumeš, tako da v bistvu rečeš, da ni glih vse to, da je zauzet, ne, ker zelo hitro te ljudje pogrunajo, to pa ti sam zato, da malo prepišeš, pa gremo. Malo copy-paste, pa malo prilagodiš. Pa tudi igralce, jaz sem delal prvo tudi predstavo, jaz sem imel veliko sreč v življenju, res to moram priznati. Sem zelo velik prijatelj Zijaha Sokoloviča, glumac je glumac, povest moje gluposti, kabarej, ki je v Sloveniji dosegla 3000 predstav. Seveda je bilo pa treba to predstaviti, in mi je dal tekst in kodi dej, tako je ta Lačin, ki je rekel kodi dej, pa smo prišli do kje, ampak seveda, ko smo začeli to gledati, kdo bo to za Boga milga prevedel. In smo na koncu, zdajle, to se pravi po 20-25 letih, ugotovili, da je bilo ta najbolj fajn, da to je treba kaj pametnega. Treba je samo idejo vzeti, pa svojo varianto noter prinesti, slovensko. Tako da v bistvu edini na ta način se da. Kaj bi rekel, kaj lahko ti gledalcem, poslušalcem, obiskovalcem daš? Kaj lahko dam? Prva varianta, siguren sebe. Varianta z polno enih izkušenj, polno enih tekstov, polno enih zgodb. Sploh varianta zdaj, ker sem se odločil, jaz upam, da bo to v najkrajšem času, napisati knjigo svojih spominov na moj teater. Autobiografijo? Autobiografijo, s tem, da v bistvu, če je Kavaca napisal, pa če je Radko Polič, ne bi še jaz. Seveda tudi smo se z Borisom pogovarjali, so bila zelo dobra prijatelja, igrala skupaj v predstavi Obračun v Celovcu. Ampak to se traja tudi zdaj že 10 let, da govorim, pa nisem naredil, ampak je pa toliko teh humornih, pa samo tega Slavkota Krušnika, ki je zdal blazno velikih smeh, ni greh, smeh na vseh poteh, k sobici zraven pa njegove zgodbe, da bi to napisal. In se neko bi pa skozi te resnično ta prave anekdote, ki sem jih res sam doživel, pa sam uprizoril, pa sam naredil, pa sam zakuhal. Kakšna pa je, mi poveš kakšno?
Kaj si kaj zakuhal? Jo, pa to je pa noro. Jaz sem igral edin predstavo, ko sem šel v kliničen center, nisem šel, ko sem v prometno nesrečo, nogo v Langeti, ta Pavle Rakovc, ali ti kaj kaplja in curlja, s tem Čopičem, je varianta bila, sem mogla predstavo igrati in sem krejal se tako, da sem mogel tisto predstavo v Grosupljem delati čist na novo, čist zraven, me je nekaj delal, tako da sem v bistvu, in ko sem jaz mogel, seveda pri tej predstavi moš blazno plezati, sem mogel dol stopiti in direktno v stol, ki se je stol udrl, sem stisnil stolam v rep, hodil zdaj še stisnil po odru gor. Take so ene zadeve. Potem v bistvu, potem sem Urošu Trefaltu naredil, da v Prešernovem teatru, ko smo še igrali, da Marija, slabo mi je. On je šel pa Bek, je pa seveda šel pa zaveso zagrnil, pa prinesel lambar vode, pa me je polil, da sem mogel kostum, pa sem igral v predstavi, tale, kva je že bila, Molière za mlade, sem igral s 3 turi na Trtici. 3 ture na Trtic, glavno vlogo, 2 ure predstava in na koncu se naredi, tam je bila ena ciza, v katero sem me mogel gospa, pri kateri so bila, zdaj se ne spomnim, imam tekst v glavi, ampak sem tega začel, je varianta taka, da sem se mogel pod to cizo speljati, pa na tist prvi del obesati, v tistem, ko se jaz na tistega obesam, on od zadaj gor pride in poličko rukne direktno na vse 3 ture. Imel sem pa škoda, bel triko, in zdaj si predstavljaš, kakšen purman pride do zadaj, ko to zabuhti, ko to postane krvavo, ko so med predstavo poklicali takoj zdravnika, ki je bil tam zraven, da se v bistvu na predstavi slučajno, da je prišel gor, da me je uvedel, da sem jaz lahko potem naprej igral. Tako da so bile to vse sorte. Ali pa recimo skoraj brez glasu že kdaj igral. Sploh ali pa predstave recimo kaj sem bila varianta, da smo igrali predstavo v Ljubljano, jo dajemo, sem igral Pavleta, veš, takega kmeta, ki je rad malo tudi cuknil in tako naprej. Ampak seveda v teatru se večinoma ne pije. Seveda, ker je bila pa ta varianta, kakor tlele gor ta Malvazija, ni bilo rdeče vino, se je pa videl, je pa rekel, bomo pa malinovc, pa polovico, pa neka barva, neka trgovin se dobi za tele, tisto noter dati, ampak se je takoj videl, da to ni ta prava zadeva. Pa je pa prišel naš Francek, pa ni nič povedal od stražarja brat, žal že so tudi pokojni, seveda prinesel cviček, pa to zabelo, pa pozabil, da a že, a ni, z vodo. Seveda je pa prinesel čistega. In seveda mi smo to trogali, bo je to zelo zanimivo, mislim, to je bilo nekaj Ta Malinovc je pa boljši, a ne? Malinovc bi bil ta pravi, smo na konči igrali pravi pijančke, to je bilo že eins, zwei, drei, mislim, a veš, nalitka mamba. A veš, tlele se morava zdaj delati z Ksenijo, ki so oba nalita, veš, pa se malo boksava, štokava, ljubiva, zacrkano, vse fajn. Ma zmeraj se kaj naredi, tako da teh zgodbic, če bi še samo po predstavah, ali pa sem igral monodramo, Karel Tanki so na mejk, smo igrali v Beogradu, ki je bilo treba, da me nabijejo, s kundakom, s puško, ta pravo, M48, a razumeš, tako da, pa kva me neme, pa je prišel pa tako delaj, kakor empedi, a veš, LGTB. Ne, sem rekel, pa ne me zajebal. Pa daj užgi, kakor dec, pa je pa drug pa še te lahko jest. Je bil pa Andrej Krajcarjev, seveda, ki je znal na predstav, ki je onda zagrabil tisto puško, ki mi je 3 ulil, ki mi je en kri se ulila iz zob od zadnje, tlele gor takole čvarko, pa noter pa je še tisto kletko, bi človek rekel, ker je taka, veš, to je pa res, veš, zdaj sem že, varianta je taka, da v bistvu, da potem resnično kar direktno povedal vas tisti tekst, ki gre. A razumeš, tako kot de facto, veš, ta pravo, kar bi risal. Tudi to pa je bila predstava. Ja, Tanki so na mej, to je pa zdaj kar en ropot pa treskane sirene, to je malo drugače, tako da res cvikneš, je vem, zdi se mi detulijo za atomski napad, ja, tisto bo, razumeš, in tako dalje. To so račune, to je 30 let nazaj, kar smo to igrali, tako da, kakšni teksto se še spomnim, kakšne stvari sploh, seveda potem sem bil izreden, sem bil tunjuš pod spodnjim soncem, z tako sabljo, da mi je po tleh se tovkla, razumeš, ko sem enkrat dol se usedel, sem na sabljo padel. Kje si pa najbolj užival, pa se zabaval? Ti povsod, res, to me pa, problem je to samo ena stvar, samo skozi glavne vloge.
ker imaš teksta, ne znam ti povedati, razumeš, ko imaš enkrat takole material teksta, pa sam gledaš, ki si, tle grem zraven in tako. Kdaj pa kako se učiš? Učim večinoma s premiki, takrat, ko je že vse znano, takrat sem pa skoraj čist do konca s tekstom, zaradi tega, da gre, jaz sem tak neziheraž, ampak 100%. Zaradi tega, da probam igrati... Ampak kako? Bereš? Berem 500 krat en stavek. A razumeš, tako da je v bistvu, da, recimo tudi takole na glas bereš. Takole je tekst, recimo jaz se te tekste resnično pripravim in potem ga, recimo, da ga greš z ženskami, se ko ne veš, pri čem si. En lep aplav za našo novo zvezdo. Zdaj bi rad vedel, ali to, kar pravi, da je, ali je več, ali manj, in ali sploh. In če on ni, kar on je, kdo je, kar on ni. In če stori, kar bi ne smel storiti, če ni, kar on je, kaj bi porekel tisti, ki je, in bi nenadoma nastopil in bi rekel tistemu, ki je, da si ni, ti, ki si, da si nisi. Si to zapomni. Tako gre. To je ista varianta, kot v predstavi Čakajoč Godoja, ko je ta Laki imel ti svoj monolog, to je 3 strani, popolnoma nepovezanega teksta. Ko to vladaš, je to super. Si car. Ja, takrat si car. Tako da v bistvu probam v vsaki zgodbi, v vsaki predstavi, v vsakem tekstu uživati. Najdeti nekaj not, kar me privlači. Zagotovo se pa kje naredi po svoje in mora biti tudi malo manipulacije, malo tako se znajditi v trenutku. Nekdo drug mogoče pove drugače, ne, sem pa jezen. Aha, ok. Ne, ni varianta, ne more biti, ker, glejte, če sta dva... Zapravo za improvizacijo ni veliko prostora, kar se tiče predstav. Skoraj da ne. Lahko rečem, da je 99%, če procent, govoriva zdaj druga stvar, če se naredi ustvarjalna luknja, črna luknja, da potem ne gre nekaj, potem te mora on reševati. Zato je bil fantastičen Roman Konča, to je pa res, mi smo igrali predstavo, Pižama za 6, pa še eno drugo, ampak je bila zadeva, da to, on te je pa znal, on je znal moj tekst. Čeprav je potem v bistvu se mu poznal, da smo z usem zbral, kaj je drug govoril. A ne tako, da smo rekli, ne, to ne more biti. Moramo tako igrati, da v bistvu to si ti, ti moraš to narediti. Kaj pa pri šepetovalci? To je? Pri meni, jaz sem delal veliko srečo, da pač nismo imeli v Prešernovem teatru v tesnem obdobju z krasnim režiserjem Lojzetom Domankotom, ki je še zmeraj živ, moj dober prijatelj, ki nas je resnično naučil igrati na popolnost, na nulo, na vejco. Mora biti točno in to iz tistega moraš ti briljirati. Koliko vaj je pol za eno tako predstavo? To je pa kar približno določen, približno je nekje okrog 40 vaj. V času to govoriva, ne vem, 2 meseca, 3 mesece? 2 do 3 mesece. Tako da to se pa kar pogoste, ne? Ja, to prvih 10 vaj je večinoma bralnih, ta drugih 10 je postavljalnih, tretjih 10 je ustvarjalnih, četrtih je pa v bistvu samo še drill. Pa to vključuje še predtem še pa učenje doma besedila, ali se takrat začne? Ne, takrat se začne. To je pa vmes. Vmes varianta, ne veš, kaj bo režiser delal, a ne, režiser ti mora dati prvo napotke, ali je to čista režijska predstava, ali je to v bistvu ustvarjalna predstava, ali je to igra z napotki režiserja. Ko imaš te variante znane, kot tle piše premik, prestopijo v realnost, čak od česa, že veš, kaj moraš povedati in potem tudi beseda, da ga zveni. A ne, moraš jo povedati v prostoru, to je to. Kaj pa, če imaš 2-3 predstavi naenkrat v nekem obdobju, ker se verjetno zgodi, a ne? No, to je pa tista stvar, ki si prej rekla, takrat pa pride v površje ta šepetavec. To pa je tista stvar, ki je, zato imajo to v profesionalnih gledališčih, tega šepetavca, ker igralec igra lahko v eni sezoni tudi 3-4, ampak to so te manjše vloge, večje nikoli. Čeprav se zdaj v nadaljevankah dogaja nekaj drugega, da vsi igrajo vedno eno te isto. Zdaj se kar menja, zdaj skozi Valič na površju za te vloge, zdaj skozi Stale na površju za te vloge. Ampak nadaljevanka je spet druga zgodba, tam se kadri snemajo posamezni. Tako, ampak v bistvu liki so pa skozi isti, se moraš prav vprašati, kjer nadaljevanko gledaš, a je to isti človek, a je to drug in tako naprej. In tudi vidimo, da to je nemogoče, ampak to je zdaj ta obdobje, tako dajmo mi to tako in drugačno gre. Ne, to so časi, res je bila, čas je bila režija, igra in te stvari popolnoma drugače. Katero predstavo ali pa TV serijo si najdlje v obdobju isto zadevo recimo imel? A je bil ta TV Dober dan to? To je bil obdobje, mislim, televizijsko je tak, recimo, ker smo delali, potem samo eno sezono smo delali tale Štorije. Nekje je bila najdaljša recimo? Najdaljša TV Dober dan. Koliko časa? To je bilo 4 leta. 2, oziroma 3 leta. A si kdaj prišel domov, pa si rekel, gospod Podrejnik je prišel domov?
Si znal preklopiti to, tako, da si zaključil? Ne, takrat je bilo konc. Tukaj je bila pa ena stvar, ker smo imeli pa drug problem, da smo igrali pa, takrat je bila tudi nizkoproračunska zgodba in smo, ko so Siena postavila, so postavili najino sobo, ki že vsi dobro poznajo, je variant, da smo vidva posnela 5 nadaljevank naenkrat, v enem dnevu. Se pravi, da sem mogla 5krat preoblačiti za različne nadaljevanke, da so v bistvu prišla do izdelka tistega dne. Največ imala vse rekorde s Kuntnerjem, res njemu sva se ujela, pa nikoli prej toliko preveč videla z očetom, že s Tonetom, to je super prijatelj, ampak z njemu pa ne toliko. In sva imela tudi, da sva naredila 17 sekvenc v enem dnevu. 17 sekvenc, to je, drugače se jih snima tam 6-7. Zdaj pa čisto druga sfera od gledališča pa televizije, so pa te domači nastopi, pa nastopi na raznih zabavah, mogoče ožjih. Kako pa je tam? Tam pač ni toliko masovna publika, nikoli ne, so pa občutki precej drugačni. To je pa tista stvar, ki lahko kdo pokliče, recimo pa so bili 4, pa jih je bilo 8, pa jih je bilo 16, pa je bilo tudi več. Zgodba je taka, da v bistvu tam moraš pa, se pravi, tam pa se rešujem, oziroma sem se zadal nalogo, da ga spoznam do v bistvu, zopet popoln tekst, skozi neki vprašalnik, ko se to nadrilam, varianto ve, koliko vsi mečemo vice noter, to v tem ni dvoma, vic mora biti, tudi v tej predstavi so vici, tudi drugod, seveda, realno, če nimaš 100% teksta, ki ga je že pisatelj napisal, ne moreš dati vica v zgodbo Matematišiča. Ne moreš, ker je že polno, ne moreš ti dati to Pod svobodnim soncem. Tukaj se pa lahko poigravaš in te vice daješ noter, ampak je pa druga zadeva, ki je problematična, da si pa sam svojega trenutka gospodar. In zelo hitro lahko zaplezaš v časovno, varianto, da to traja na uro, še dolgo. Druga zadeva, varianta je taka, da recimo se mi dogodi včasih, da sem pa kar nekajkrat prehiter govoril, da so v bistvu, kaj si še hotel povedati, se neko še enkrat me plačete, pa bom prišel. Pa bom še enkrat povedal. Ker tudi ni profesionalnega ozvočenja, ni to oder, kot tak, ki bi imel akustiko. Večinoma pa pridem, ko vsi vse obljubijo, pa bo tam ozvočen, pa bom pa ansambl. Še v mikrofone ne da, enkrat je bila varianta eden, rekel, zdaj pa tle pa vse vpljuval, tako kot je rekel, da je nekaj tole dela tle gor. A veš, in je ta zgodba je rekel, da boš pa plačal, da ga ansambla. In sem še kje se nič ne bom plačal, to je bila tudi zgodba svojega, ga je šel pa ga je skloftal, pevca. Ker je to meni rekel, ampak sem šel tudi v Maribor za to varianto na ta nastop in sem rekel, neče treba, ne, ampak to je mulj mena, ampak to je danes drugače, to so te, ne vem, samopašni mladinčki, ki mislijo, da je ne vem kva naredil, tudi kolikokrat zdaj greš po cest, če nima, mladina more sam laufati, veš, pa telovaditi po untri, pa ga pa vidi s kirojem, ki se pele v šolo, 40 metrov, čak stric. Z električnim. Ja, ne, s poganjavčkem, ja. Tako da vse sorte imaš, recimo, tudi imaš potem, jaz uživam v tem, če igram, da ni treba, da je profesionalen igralec, ni treba, da je kaj drugega, ampak da ga zanima predstava, zanima. Zdaj imam fantiča zraven, ki nam pomaga pri tekstu, ki zdaj imamo še petavca v bistvu na vajah, da potem greš potem lahko iz teksta dol, da nam pomaga in je zavzet za tisto varianto svetovno, kapo mu dol, razumeš? In ga vidiš, da sta sam, je pa druga zgodba. To je pa tista stvar, ki zdaj veš. V šoli, da bo če pri tem okrožku, pa dramatika, pa še pride veruh, pa cerkvene organe. Se ga boste strgali, se nagre. Se mora sam pa malo tudi vedeti, dobro, da je doma. Ja, pa ti rečeš, ti pojma ne veš. Se ga je treba probati, v katero smer bo šel. Halo. V redu. Morava pa tudi povedati, da v eni predstavi, sicer zelo na kratko, sva pa tudi bila skupaj. Ja, to sem jaz silom prilike. Nisem vedela niti zate, najboljš niti ti zame, Ne, to pa res nisem vedela. Spadlo je pa super. Tako, varianta je, da nisem mogel verjeti, ampak res, Lovra je prva liga, do učinkov Ritarju temu ne morem tako govoriti. Ampak je bilo to super in ko sem te ljudi spoznal, sem rekel, poglej se ga, kako je to lahko z malo, čeprav bi se dali tudi malo, še nivo malo dvigant, ampak odlično, če ne bi bilo takrat tebe, pa sem tudi njima povedal, da je ta varianta taka. Smo bili sami, što se ta, da jaz ne moram nekaj sprašovati, če nisem bil tam. Jaz sem se mogel blazno veliko drpajsati, da sem to varianto zraven kaj naredil.
Ti si to simpatično pelala, ker se veš, kako je. Jene pa na vece. Ampak to je pa bilo improvizacije, ne? To je pa... Mislim, tam pa si mogel jo imeti tudi, če jo nisi hotel. To je pa višek improvizacije, to je pa ni več improvizacija, to je pa kdo prej pride. Ali pa prej odide z odra. Tako. Tam to smo gledali, kdo manjka. Se vidi, da je en te isti, ampak v redu. Ja, ne, dobro. Se pravi, tudi take stvari so ti zanimive, greš pa takšen izziv. Ne, za mene je prav to odlična zgodba, ker v bistvu to vidiš različne plati. Tako kot jaz sem proti stand-upu, ampak seveda zakaj? Zaradi tega, ker to ni za gledališče, za moje pojme. To je za kabareje in to je za take vaške olimpijade, kot so privatne žurke. Tam vas pa ni. Tam je pa mama manjka, Kondi Pižor, ampak malo fertika. Razumem, sam jaz nimam imena, drugih pa imajo. Recimo pa mali dripac Saša, ko je že on, Sinko Debelinko in tako dalje. No. Tako da tudi to mora biti, ampak paziti, kdaj pa kje. Da se ločuje, recimo, kaj je... Ne more, jaz bi mogel zdaj igrati pri Rankotu Babiču, ki sem že mnogo preigral na predstavo, ampak moram priznati, srečno je ta varianta malo sfodrala, da nismo potem tega delali, ker mi ni noglih prav prijetno. Sicer pa si upokojeni, kulturni delavec, ves čas si bil nek freelancer. Ja, le, zdaj to... Mladi upokojeni, no. Tako pa ja. Zdaj pa spet drugačko, ker sem invalid. Ne. Upokojen sem, zato ker sem že res tako star. Zdaj sem po vnukih spoznal, kako to je, ne? Da si 6-7. To je zdaj že mimo. Ja, viš, da je res. Ja. A še to. Ja, zdaj smo tam, smo se začeli žaliti, smo že na ti. Tako da da sem izvedel, kaj je to. V bistvu ne moram verjeti, da sem toliko star, ker v bistvu resnično na odru sem še zmeraj, znam reči, kaj dosti mladostan. Ker ko vidim rifleta, ko vidim te staroste, enkratno imamo še energije in tam malo morje. Drug pa sam recimo hlače dol, da pa že misliš, da je Jack. In temu, da si upokojen, rečemo temu samo nek izraz, ne? Se ne vidiš, da bi še zaključil z gledališko kariero, ne? Dokaj bom videl, da bom lahko se tekst zapomnil, da ne bom vnapoti na odru drugem, tako kot zdaj, ko sem menil kolk. Hvala lepa Rožen Dolin, ker sem me tako flying sep spravil, tako da me še zdaj boli. Je varianta taka, da zdaj moram hlače gor dajati, potem je, da smo malo improvizirali, da mi una malo do zadaj pomaga, ker bo žena moja to zelo vesela, upam, da ne bo šla na oder. In je varianta taka, s parimi takimi stvarmi, da to ne bomo teče za gledalca, bom še kar igral. Tako da, tle se bom še malo spet nazaj spravil v pevske vode, tako da probo še kaj odpet, pa videl, kako bo. Kar nekaj komadov svojih mam, ki mi jih je Avsenik napisal, sam sem napisal tekste. In je tudi ena stvar rekel, Kondi, ti si Kondi, ti moraš biti to, kar si, nič ti uponaša tam. Ne, in tebe druge, ne? Ne. To me je on naučil, da sem sinom govoril, recimo tam je naučil druga varianta, da je resnično veliko vadil in komade, ki je pisal, tudi naslednje komade vse pisal za mene, Slavči. Tako da pri Gašperjih, tako da sem prav hvaležen vsem tem ljudem, ki so mi omogočili, da sem lahko določene stvari interpretiral. Njihove, kvalitetne, ali pa tudi kaj svojega. Družina te podpira, predvidevam, žena vem, da te, ker sem jo videla, in tudi kapo ji dol. Ja, če ne bila žena Agustinka, Klinec bi mene podpiral. To je ta vaška olimpijada, ki poznam vse te alkoholike za šankami, se spovedujem na drugih ramah. Tako da, v bistvu, ona kar nekako, tudi tukaj je ona razpeta v službi, tudi ona, moram priznati, da se podpira zaradi tega, ker je 100%, fantastična kelnarca in res moram priznati, da probava narediti tisto, da ustvarjava res tisto, kar sama znava, pa kolikor se da najboljše. Seveda, ko so pa doma, sigurno si kakšne kritike poveva, ali pa recimo probava pogovoriti o tem, ti kaj pa ti misliš o tem, to je pa velikrat vprašam, ali pa ona me je nekaj pa to videl, ker so bili v skupina in tako dalje. Dočim se pa ne vmešava v drugega in govorijo čisto 15 nesmisle. A veš, ona je štarka, tako da moš vedeti, kaj to pomeni, nimam prav veliko besede, zato pri tebi lahko čisto drugače govorim. Tam je pa res fantastično, me pa veliko spremlja, to moram pa res priznati, od tega, kam je kap na ta levo oko, tako da v bistvu me zgrešili možgane, to je tista varianta, ki je doktor rekel, zgrešili možgane, so neko res, to pa ni nič novega. In mi je seveda prizadel ta bit, takole spodaj, da pač če kele gledam, tebe ne vidim, to je kar problem ta zgodba, da je ta problematika. Da mi pomaga, da me zvečer pelje,
zdaj, ker sem koliko operiral, da mi je prek samo na srcu operiran, samo na odprtem srcu. Se pravi, že kar neki bojnih ran. Pa nič, vse zdajle. V glavnem je bila pa zadeva taka, da kot otrok sem bil bolj bolehen in to niso dolgo vedeli, prišele 60 let sem mogel živeti, da sem zvedel, da mi je takrat bolelo srce, zato ker sem mu pokvaril na zaklopko. In so me, seveda, takrat, ko so me odpirali, sem mislil, da bi še zvečer predstavo igral. Sem rekel, kaj pa če date noter svinjsko zaklopko? No, samo malo tako, ne? Čez žilo, ne tlele spodaj. Kaj pa je to takšnega? Ja, tako. In sem rekel, se to da narediti, je prav dobro. Res, naj ti bo. Ker gledali 2 moje predstave, takrat smo pa jih mogli nekaj igrati na Studencu in prav priti samo na en pregled za ožilje, če imaš vse v redu. Evo, gotovijo tisto sekundo, da nimam samo napačne zaklopke, namesto 3 lističe imam samo 2, že to je bilo super problematično za smrt, samo še aneurizmo aorte. Zadnji stadij, tako lebulo na aorti, tako da v bistvu bi se lahko podrla, kadar bi se hotela. Se pravi, je bila sreča v nesreči. Blazna. Ja, tako da od svine nisem nič dolgo. Ampak tako si že na začetku rekel, da zelo veliko krat v življenju si imel srečo in to je bilo verjetno eden od tistih. Ja, to moram pa priznati, da če tako pogledam, redno me srečevala sreča, redno. To je pa, ampak enkrat pa pride tisti trenutek, ko pač moraš. In pa res moram priznati, da sem tudi dol, smo bili vse prijatelje, zdaj se obiskujemo, ga serjemo, naredili smo pevski zborček belih kravat, ki smo imeli vsi tlele gor tist, a veš, selotejp, zaradi tega, da je to skam državno tisto ribe. A toliko ste se povezali? Ja, Zmago, tamle gor je pevc iz Rogaške Slatine, pa Kuzma, ansambel Kuzma iz Prekmurja, pa tamle dol. Prijatelji do nezavesti od leta 2021, ko sem bil operiran z Mitko Zorčevo, z vsemi tistimi doktorji, res. Potem sem bil tle v Trbovljah, sem zabaval tle ljudi, ki smo bili operirani. Najbolj fajn sem tega prosil, nazaj na pojslo spravil. Kam greš? Je rekel, moram imeti nanj cigaret. Moram imeti. A prejšnji dan je bil operiran na koliko, zaradi tega, kaj je zlomil. Kjerga leta si bil tukaj v Trbovljski bolnišnici? Nazaj, 3. Mislim, čudno, ker ni nobeden pisal, da so se neke grozne stvari tam dogajale. Nihče ni poslal na zon.si. Ampak to je bilo nora zadeva. Večinoma sem neke stvari sam objavil, da v bistvu potem je bila, da so vedeli, določene stvari so išlo pa hiter ven, ker v bistvu sem bil zelo hiter iz bolnice ven, se veš kako je, kol greš noter, zvečer je če ne bi takrat sam insistiral, da še z unim prijateljem iz Slovengradca, da ne bi ostala še en dan, bi že popoldne mogla žena ponajprijeti ali pa rešili zdaj. Zdaj pa praviš, boš raje za bolnišnice zamenjal gledališče in ne bo gledališče tista točka, kamor hodiš zvečer. Ja, zdaj bom probal zamenjati to zadevo, tudi za popoldanska, ker bova probala narediti en poseben sistem igranja, tudi za popoldne, da recimo kjerkoli se pojava, tam odpreva oder, ko ga recimo unlekva je že čarovnik, tukaj smo, odigramo, gremo. Lepo, tako, prenosno verzijo. Tako, sam den takih predstav, kot je tale bila Divji lovec, v kateri sem mogel v eni predstavi pojesti 1 kilo jabolk, popiti 1 liter soka rdeče pese, pa 1 liter kamilčnega čaja. Pa veš, koliko je to vre. Zaradi tega, da sem se ves polil in druga varianta in potem vse to je bilo treba še domov nesti, da smo to vse še sami pa oprali na roke. Pa še ješ jabolka od takrat? Najrajše v življenju. To pa pravi, jaz sem človek jabolka. In takrat sem se pravi, kilo jabolka mogel pojesti, ampak to je tekel z mene. To je bila ena za moje pojme najlepših vlog, sem igral tega Gašparja. Jaz to pa ne bodo. Še kakšna taka vlogca, čeprav zdaj se bolj gremo v drugo smer, to varianto, to, da igrava po 2. Tudi težko je za igralce na kup dobiti. Delal sem tle v Šmartnem, smo imeli super predstavo, to je Pižama za 6. Ki je bilo to smo presegali vse okvire takrat na začetku, kar je bilo mogoče. Tako da so tudi zdaj delali tisto predstavo, neki mrtvec, ko pride Ljubica, minister, pa ne vem kva še se. Tako da ja, sem pustil neke pečate drugod, tako da lahko grejo naprej. Se pravi, imaš nek repertoar, ki je ostal za tabo in ga še naprej delaš, ne? Ja, odvisno je, kako pridejo, recimo, mogoče mi jutri prišel Hrastnik, če bo kdo, recimo, kaj samo kakšna skupinca ali kaj podobnega, bomo videli, kako se ta varianta pride. Če ne drugega, pa k nam na obisk. Ja, to pa 100%, saj če ne drugega povedati, ko sem kaj novega naredil, če se ne bom kaj zlagal. Raj preveri 2krat, ali pa da plakat prinesem, ker zelo hiter laž. Sej pravi, da sem pa pogledal, je pa na koncu piše že 100
30. premiera. Je ta, ki bo Tako, zdaj? 131. bo pa seveda Druga komfort, ki je dela z Lovrotom. Tako da v bistvu, če to pogledaš, je pa to že nekaj. Pa če bi to pomnožili z vsemi predstavami, koliko je pa tega? Z vsemi predstavami, ja, lej, to je pa... Ker vsaka ima verjetno toliko ponovitev. Če gledam pa po predstavah, mislim, da sem nekje okrog 20 20.000. Tudi to imam napisano. Tudi to sam nisem zdaj, ker nimam čisto do konca pripravljen, ker v bistvu mi zmanjka, zato mi pa zmanjka za lecajta, da bi te stvari še vse zraven dal. Ker je treba kar veliko urejati, ne? Ja, moraš, da nekaj na polovico, veš, ker zelo hitro te imaš premiere, če nimaš takole napisano, pa ker spletno stran imam, pa tega ne znam gordati, razumeš, pa bom pravi, ta prvi priprav, sam zdaj bom mogel še slike zraven dati, pa tako naprej. Ker tudi na spletni strani še ne piše, da si doma v Litiji. Ne, še sploh nič napiše. Nekaj v hieroglifih. On mi je dal gore, ampak mi je res krasna spletna stran, vse fajn se je, da sem k drugemu prišel, a to ni moja, ne. To je za nič. Pust primer. Meni pa tako všeč, ne genere. A sem staromoda, nekaj drugega, tisk me to dela. Tako da moram to še narediti, to gordati, tudi nekaj Wikipedije, pa tole se neko bomo gordali, ampak tisto, kar so drugi na brzino naredili, pa sem tako, da bi naredil malo šaljivga svoje biografije. Neka taka zgodbica, ne? Tako. Mogoče začetek za tisto avtobiografijo, ki naj bi prišla, pa bo potem to se navezalo skupaj. Ja, s knjigo. Tako da upamo, da bo probal narediti, kva je, bolj tudi zaradi druge variante, da bi probal potem določene stvari dati noter v to knjigo, tudi bi bila malo debelejša, pa ne zaradi tega, ampak da bi tem ljubiteljskim igralcem, to, kar me najbolj jezi pri javnih skladih za kulturno dejavnost, nihče se ne ukvarja s tekstom, ker igralec enkrat dobi tekst. Ko režiser dobi tekst, ko se v vas izmenja, zdaj mu igrali pa stevardese, zdaj mu igrali pa to, je konec. Notar igra pa tale, je pa ne more ta tega igrati, nemogoče. In potem se lovijo, ne vem koliko časa, in potem pridejo določene stvari, da ne morejo tega odigrati, ker on ne more, ta ni zadovoljen, on je to, razumeš. Tekste treba... Ker so nepremišljeno ja, ker tudi sem vprašal se nekaj, da mi povedi, koliko igralcev pa imate? Aha, ja, zdaj pa ne vem, če bom še unga vprašal. Potem ti pove, prav jih imam 10. Ja, 10 kakšnih? Moških, žensk, da prvo to. A ja, to pa imam, ja, čak, ja, malo bom zdaj to začeti spraševati, a je moški, ženska, ne. 5-3. Aha, 5-3. Krasno. Koliko pa starosti? Tudi ne more biti kar tako, ne. Tako da v bistvu, tukaj se pa nobeden, imam krasno žensko na Gledališkem muzeju v Ljubljani, to je Kocijančičeva Katarina, ki se pogovarja, ampak ne prodreva nič, ker tudi vsi gledališče zdaj ne dajo, zdaj se blazno prizarjajo predstave, ki so bile že odigrane. In se kar to vleče, kaj Jara kača, nobene novosti, nobene stvari nič. Tako da, to sem pa jezen včasih. Ko sem bil prav presenečen na Studencu, da so zdelali zdaj Havakuka, predstavo, ki jo še nisem slišal, ker so že kar začeli potvarjati predstave, ki grejo naprej. Da ni novosti, da v bistvu se samo poveša. Ja, pa zelo hitro prijo predstave okrog, ne. Vse to ljudje pa da moramo gostovati tam, ko pridejo v ožjem okolju. Pa tam predstavo vidi, to naredi, pa je fertik. Ok, imela sem ful vprašanj pripravljenih, pa jih veliko nisem zastavila, ker smo ogromno drugega govorila o nagradah, o tem, da si celo neko svoje gledališče imel vmes, da si ustanovil. Pa mislim, da je bilo bolj primerno te pustiti, ker govoriš veliko, pa tudi veliko poveš in mi je bilo všeč. Ja, lej tega, se pravim, najbolj stvar je ta, ko začneš to gledati, da je tega toliko, da to mi skoraj vsi rečejo, da tega še niso, seveda, to je ena varianta privatnih gledališč, potem je varianta taka, da je še glasba, to kot zadnje sodelovanje z Avsenika, z Štajerskih 7 zunaj. To sem si čisto za na koncu pustila, pa sploh se nisem dotaknila, ker je bilo... Ne gre, ampak že sam pri sebi, no, zdaj pa računaj, kot se da kdaj usedemo, pa pridejo kakšni prijatelji, dej tole povej, dej od unga povej, veš, to jih pa blazno zdaj, sam če kakšen slaven, veš. Ja, ste s tem delali, kako bi bilo z njim malo v redu. A on še živ? To pa deluje, ne? To pa 100 na uro. Sam da danes velja kaj? Trač. Pa ime, ne? Nek brand. Ja, to poznam. Zakaj ni izdelal tam v Hava šefa, kaj je že? In tako naprej, ne? To so stvari, povsod ne moraš biti. Je pa res, da me zdaj v zadnjih 5 letih kar nekaj krat mal izdal zdravje, oziroma zdravje, ne zdravje kot tako, ampak te telesne hibe, ko je bilo treba kaj odrezati, ne,
No in je varianta taka, je pa sreča druga, da sem pa v bistvu nazaj prišel v življenje. To je glavno, to je najbolj pomembno. Ja. Ali imaš še kako kljukico na listi želja, da jo želiš uresničiti? V smislu dela, gledališča, predstav, nastopov? Idej izredno veliko. Tako da ti odkrito povem, če bi zdaj začela pa v idejo govoriti, boš pa premalo napisan tam. Ker je toliko igralcev, ki smo se pogovarjali, da bi še skupaj kaj naredili, pa toliko enih društev, ki bi lahko... Ampak je ena taka glavna, ki bi rekel, tole si, ali pa na ta oder želim stopiti, ne vem, ali pa tole še želim, pa nisem. To je skoraj nekaj, sem že na vseh odrih bil, je pa varianta, ker tudi zdaj moraš dobiti spektakel, da greš potem na večji oder. Recimo Križanke ali pa še... Mora biti taka predstava za tiste okolje. Zdaj je bolj to varianta, sem bolj za te male vaške odre. Je pa zadeva taka, recimo, če gledamo Staneta Severja, on je zaključil na malem odrčku in se tam seveda zgrudil. In to je tista stvar, da nikoli ne veš, zato pa želja en ta mal morje. Jaz upam, da se bojo resničili skoraj vse. Nimam nekih velikih želja, ampak je pa tista varianta, čim dlje ustvarjati. Ker tam živiš najbolj in zaživiš in uživaš. Ja, to je pa res. Ne vegetiram, ampak živim. Odlično. In tudi vsi, ki te spremljamo, ki smo videli tvoje predstave, kakšne, uživamo v tem in nam daješ tudi ti neko energijo in upam, da bo tako še naprej. Ja, hvala za čestitke in bo zdrave. Res moram priznati, da to bolj godi, kot pa vsaka druga stvar. Ja, pa hvala tebi, ker si prišel v naš studio, v Hrastnik. Čakaj, ki ima kilometrino. Aha, dobro, ne. Ja, ki sem že prej govoril, da je za to. Hvala lepa, z veliko veseljem je bilo in tu moram priznati, da sem tukaj postal, ko sem rekel, vozač. A si bil v prvem podcastu to? A si že bil v kakem podcastu? Nobenem. The best, prvič pri nas. Prvič v življenju pri vas. Seveda moram priznati, da sem prezadovoljen, da sem postal vozač. Vozač zaradi tega, ker sem na vlaku. In se vozim vedno, zdaj žena hodce me navado, da ne hodi v Ljubljano, ker tam je ega tu mat za nič, jo vozim v Sevnico, v shopping. V Sevnico? V Sevnico šopingirava, zato ker sam je ena trgovina. Aha, pa ni, tudi v Sevnici so se že malo... Ja, so šli kar malo lise pa tega, ampak seveda tam imam tudi jaz potem svojo vodo pred gimnazijo, in mineralno in navadno, in se tam že, tako da poznam že skoraj vsta to srednjo. Pravim, da sem se, moja velika želja je bila z vlakom se voditi, to sem zdaj dosegel, sem z vlakom, potem naslednja varianta sem odpiral jaz pred mnogimi leti z Vizjakom Hotel Paradiso. Pa se zdaj, ko si upokojen, se zastojn pelješ, pa oprosti, ko spet rano upokojensko odpiram, ampak... Ja, to pa ni rano, to pa ni, to je pa privilegij. Ja. Ne, sem imam druga kartica, nimam svoje. Tako da v bistvu, zato se tudi vozil, to moram priznati pa še drugače, pa na morje nikoli z avto več, z vlakom do Kopra. Tako da resnično pa, tle se pravim, v Paradizo pa zdaj sem otroke peljal, smo šli pogledati, kva sem odpiral pred mnogimi 100 in nekoliko leti. Tako da ta konc me blazno in seveda spoznal najnovejšo cesto, to je avtocesto med Litijo in Radečem, to je od zadaj čez hrib, čez to je pa balzam za dušo in telo. Potem pa še vidiš tam na Gričku 300 krasnih teh, kva so že oni, palčkov. Poznate kaj to? Pred Radečem. To je moja krasna ženska kondukterka, ki sem šel z njo v penzion in to zelo rad navezoval žena, Marija, že spet govori. Tako pa spoznavam ljudi. Seveda, kratko je Renato zelo malo del govoriva, seveda, ko bo potem to nehala, bo sam še tole spis pa tole. Ampak potem gremo pa veselo naprej. Ne maram biti dolg, ampak želim pa, da se pogovarjamo. Tista, veš, ta stik s človekom, da nismo samo... Sej je tudi mobitel, sej tudi tole, sej moš pogledati, sej nismo sploh ta umetna inteligenca, ampak umetna inteligenca je za nas ta stare, ko rabaš nekaj dodatno, da se toliko ne obremenjuješ, ne da zdaj oni pišejo diplomske naloge. Ampak zato, ker ti osnovo imaš brez. Točno tako. Zdaj se pa kontra dogaja. Ja, se pravim, potem ti pa naredi, da imaš cviček napisan, pa malvazijo gor. Ja, tako je, ampak tudi vi, ta starejši, uporabljate umetno inteligenco, ne? Ja. Če se bo tole zdaj videlo, takole en plakatek, da še naredimo malo reklame. Ja. V glavnem, najlepša hvala še enkrat. Z velikim veseljem. Zagotovo še v kakšni priliki še kaj se skupaj srečava. Lepo, hvala lepa za... O, Marija.
Mrzla kava, ne? Ja, kaj pa. Za lepoto. Moram pa biti tudi v tekstu mora napisati, toliko lepote nakupno, koliko češ mrzel kofe pil in to. Na zdravje vam, na zdravje Zonu, hvala lepa, ste me povabili, hvala lepa, sem bil tle, hvala lepa, sem nekaj majhnega povedal, na zdravje, pa se vidimo v naslednji priliki za unih 32 vprašanj, ki še sledijo.